Razstava Blaža Miklavčiča Sprol v projektnem prostoru Aksioma je ena od 3 razstav, ki se bodo v okviru cikla U30+ predstavili letos. Cikel na povabilo Aksiome letos kuriram jaz znotraj tega programa, ki je namenjen produkciji novih umetniških del. Pa se bodo predstavile še mlada umetnica Gaja Radić in pa umetniški duo Swamp Matter, ki ga sestavljata Eva Garibaldi in Ana Laura Richter. Razstava Sprol v galerijskem prostoru odpira cono nedoločljivosti, nedoločljivosti med živim in neživim, med organskim in tehnološkim in v bistvu tudi med zametkom in nekim ostankom. Instalacijo tako formalno kot konceptualno gradi več nivojev. Kot proces je organizirana nelinearno, nehierarhično in tudi v bistvu razsrediščeno. Deli so v bistvu v medsebojnem odnosu souvplivanja, podrejanja, izpogajanja, kot v neki povratni zanki prisiljenega prilagajanja. Instalacija, ki jo sestavlja kovinska konstrukcija in 3D tiskani objekti, je obdana s prosojno folijo in v bistvu sama kovinska konstrukcija in ta zagrajeno območje, v katerem v bistvu vedno nekako vidimo preveč ali pa vidimo premalo, sta na nek način podaljšek logike samega razstavnega prostora, ki pa ga potem v bistvu skozi proces rasti, preraščanja, invazije naseljujejo ti organski ksenomorfni objekti. V bistvu sama instalacija kot tak hibriden sistem deluje nekako na preseku oziroma v zanki evolucijskih in taksonomskih operacij. Torej na nek način gre tudi za pogojevanje na tem nivoju, torej samega procesa ustvarjanja, rasti in formalizacije oziroma sedimentacije, ki privedeta torej pač do te začasne materialne podobe, ki je pravzaprav tudi modularna. Ta sistem v bistvu lahko opazujemo torej kot mutacijo tehnologije v telo in obratno. Razvoj objektov z proceduralno računalniško generacijo, ki v bistvu simulira naravne evolucijske procese, obenem pa že vsebuje to taksonomsko logiko, torej logiko kategorizacije, razvrščanja, klasifikacije. Potem izvaja to lastno logiko na materijo in pri tem v bistvu halucinira tudi pač neobstoječe oblike, žive ali nežive. Na nek način v bistvu produktivno zapolni torej neke praznine, vrzeli v znanju, v tem, kar je odkrito, in pa v bistvu tudi podaljšuje samo strukturo, ki to vednost in reprezentacijo podlagata. Torej recimo podobno, kot se je to historično odvijalo znotraj paleontologije ali pa recimo nek tak primer kot v bestiarijih, kjer so v bistvu ki so porodili povsem nova neobstoječa bitja. Ja. Ta projekt Sprol je posledica nekega mojega zanimanja za estetike hororja in sci-fija in nekih biomorfnih procesov in razvijanja teh procesov z orodji računalniške grafike. Poleg sci-fi in hororja pač me je tudi ful zanimalo nekako, kako se te
elementi, ki so organski, lahko upenjajo z nekimi industrijskimi elementi in se pravi pač plastike, cevi. To delo je potem nekako postopno dodajanje in odvzemanje teh različnih sistemov, ki jih recimo najdemo v živalskih in rastlinskih sistemih, kot so na primer, ne vem, opne, žile, drobovja, kosti, takih stvari. Tako da v bistvu se je začel z enim objektom in potem sprotno razraščal ven in nekako tvoril kot neko, ne vem, hkrati razpršeno celoto, hkrati nepovezano. Gre za to zanimanje, no, pač med, se pravi, kako se neki organski sistemi, v bistvu neke mutacije, kako z nekimi mutacijami in prepletanji različnih teh sistemov lahko pridem do učinkov pač, ja, neke groze, ampak hkrati ne pač mogoče na najbolj očiten način in prepletanjem tega z nekim cutenessom in tako naprej. Je šlo nekako za to pač za decentralizirane organe in nekako pač samostoječe organe, pač se pravi hkrati, ki se hkrati razpršujejo in hkrati pač povezujejo, nikoli pač v čist prave kombinacije, vedno pač v nekoliko drugačne. Nekako sem hotel zasledovati, da so ti organski sistemi hkrati prepoznavni, ampak hkrati ne v bližini nekih prepoznavnih živali, rastlin in tako naprej. Vedno pač ne bi ostajali parcialni in nepovezani. Proces tega, da je vse skupaj oblikovano v računalniku in tudi moje siceršnje prakse, ki je delo v postprodukciji in VFX-u, se pravi na filmih, ki so pogosto pač znanstvena fantastika in tako naprej, neizogibno vpliva na to prakso. Tudi omogoča, ne vem, mogoče različne pristope. Mislim, je zagotovo pač vplivala neka ta gamerji estetika tudi. Ja.